Haleluja. Danes govorimo o duhovni rasti in jaz danes molim za tvojo duhovno rast in molim, da ti Bog da duha modrosti in razvodeta iz Efežanom 1:17 in razsvetljene oči tvojega srca, da boš videl, v kakšno upanje te je poklical, kako bogata je slava njegove dediščine v svetih. Haleluja. Ti imaš dediščino v svetih. Svet je vsak, kdor je odvojen od duha tega sveta, zajel se. In kdaj si postal svet? Trenutek, ko si sprejel Jezusa za svojega Gospoda. V Kološanih 1 pravi, da nas je on prestavil iz kraljestva teme v kraljestvo luči svojega ljubljenega sina. Se pravi, ti si bil v temi in ko si rekel Jezus, jaz verjamem, da si ti umrl zame, verjamem, da si danes živ in zdaj te sprejemam za svojega Gospoda. Haleluja, kdo je zdaj tvoj gospodar? Je Jezus. Kaj to pomeni? Da nisi več pod gospodarjem teme. Se pravi, da si strgan iz oblasti teme v kraljestvo Božjega sina. Oče, jaz molim, da danes vidimo še več tega upanja, v katero si nas poklical. Oče, molim za vsakega od nas, haleluja. Molim, da ne živimo neko poprečno življenje v zvezanosti in v omejitvah svojih lastnih sposobnosti, haleluja. In si rečemo, sam tokle, sam do tukaj lahko grem, samo tokle je mogoče, ampak vse ostalo sem pa že probal, pa ne deluje. Ne, probi še več Jezusa. Oče, mi se danes odločamo za še več tebe, da še več tebe spustimo, da vladaš v naših srcih. Haleluja. Tako, ker si nas potegnil ven iz kraljestva teme, nas nisi odrešil samo zato, da smo odrešeni in da imamo večnost zagarantirano. Ne, ti si nas odrešil zato, da zdaj vladaš čez nas, da ljudje vidijo tvojo slavo, ki deluje v nas, da se vidi, da imamo razsvetljene oči, da vidimo, kakšno je upanje tvojega klica, kako bogata je slava tvoje dediščine v svetih. Hvala, da je dediščina, haleluja, v katero si nas poklical. Hvala, da si ti umrl, zato da je ta dediščina resnična za nas. In v 19. vrstici naprej beremo, kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo. Haleluja. Se pravi, ta moč je čezmerna. Velikost tvoje zmožnosti, Gospod, do nas nima omejitev. Haleluja. Oče, mi odlagamo vse vnaprej sprejete laži, ki nas omejujejo in so v bistvu vzgoja našega uma, naravnanost naših src čez vse pripetljaje v našem življenju, čez vse dosedanje izkušnje. Oče, jaz molim, haleluja, da se spreobrnemo od vseh teh človeških laži, haleluja, in vidimo čezmerno veličino tvoje zmožnosti do nas, haleluja. Oče, mi se odpiramo za čezmerno velikost tvoje zmožnosti do nas, haleluja, ki verujemo. Hvala ti, da nisi rekel, ki smo popolni v vsakem detajlu svojega duhovnega življenja, haleluja, ampak ki verujemo, Oče, haleluja. Molim danes, da vsaka nevera od nas odpade, haleluja, haleluja. Vera pride, ko gledaš na Jezusa. Vera ne pride, ko moliš za vero. Vera pride, ko gledaš na Jezusa, haleluja. Ko gledaš, kaj vse on zate naredil. Vera v Rimljanu 10:17 pride, prav da pride po slišanju Kristusove besede, maziljene besede, rema besede. Oče, hvala danes, da rema prihaja, ko poslušamo tvojo besedo, haleluja. Hvala ti, Oče, da nakažeš veličino svoje zmožnosti do nas, ki verujemo, haleluja, po dejavnosti tvoje silne moči, haleluja. Hvala, da ni po dejavnosti naše silne moči, ampak tvoje silne moči. Hvala ti, Oče, mi sprejemamo danes, haleluja, razodetje veličine tvoje zmožnosti do nas, ki verujemo, po dejavnosti tvoje silne moči, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Oče, pomagaj nam danes, da kjerkoli smo, Sveti Duh, ti oživljaj te besede. Jaz molim, s kjerokoli situacijo se soočimo danes,
rečemo, haleluja, v meni deluje nadnaravna Božja moč. Vse, kar moram jaz narediti, je verjeti, haleluja. In sem v akciji, da sprostim nebesa na zemljo, haleluja. Bote ful blagoslovljeni, naj nadnaravna Božja moč teče čez vas. Ti samo reči, hvala ti, Jezus, da tvoja moč teče čez mene. Hvala, da nisem omejen na svoje doživetje, ampak imam vse čezmerno veličino tvoje zmožnosti.